Dragi krajani Šmarce, dragi krajani Duplice, še posebej lepo pozdravljam gospoda župana občine Kamnik, Mateja Slaparja, in predsednika krajevne skupnosti Šmarca, gospoda Matjaža Šporarja. Danes imamo prav poseben razlog za veselje in druženje. Park v središču našega kraja je dobil novo, čudovito podobo. Ob lipi, ki je najzanimivejši spomenik slovenskega ljudskega prava in običajev, se je že v preteklosti odvijalo javno vaško življenje. Pod njo so se sestajali hišni gospodarji, ko so odločali o skupnih zadevah na vasi, se pomenkovali o vsakdanjih stvareh, volili so župana ter obravnavali vaške spore. Lipa je največkrat opevano drevo v slovenskih narodnih pesmih. Pravijo tudi, da ob nevihti daje varno zavetje, saj vanjo ne trešči. Lipa je junakom dajala senco, navsezadnje si je Martin Krpan iz lipe stesal kij, s katerim je premagal strašnega brdavsa. Šmarčani smo ponosni na našo lipo, ki je na novo zasijala v tem parku, med ličnimi arhitekturnimi elementi, svetlečimi peščenimi površinami in urejenimi zelenicami. Verjamem, da bo v njeni senci marsikdo postal in posedel, poklepotal z mimoidočimi ali morda obujal spomine o mlinih in mlinščici. V današnjem programu nas bodo s pesmijo spremljali pevci domačega pevskega zbora pod vodstvom Roka Rakarja. Prva pesem, ki nam jo bodo zapeli, je Rož podjuna zila, avtorja Janka Mikule. Uglasbil pa jo je Pavle Kernjak. K mikrofonu vabim predsednika krajevne skupnosti Šmarca, gospoda Matjaža Šporarja. Spoštovani župan občine Kamnik Matej Slapar, spoštovana podžupana Bogdan Pogačar in Sandi Uršič, občinski svetniki, cenjeni krajanke in krajani. V imenu krajevne skupnosti Šmarca vas vse skupaj prav lepo pozdravljam in izrekam dobrodošlico.
Šmarca, na prvi pogled mogoče brez posebnih naravnih danosti, pa vendar, ko se malo ozremo okoli sebe, lahko zaznamo veliko lepega. Na jugu nam zavetje daje Homški hrib, na zahodu nas obdajajo zelena polja, katerih žitno klasje se poleti obarva zlato-rumeno, na severu se oko spočije na prekrasni kulisi Kamniških planin, na vzhodu pa prav te planine napajajo zeleno os reke Kamniška Bistrica. Že pred nekaj stoletji so se naši predniki odločili, da del te vode preusmerijo v Mlinski kanal skozi Šmarco. Prav tu, v neposredni bližini, se je pretakala ta bistra voda in v naš kraj sprva prinesla življenje, kasneje pa je svojo energijo gnala vodna kolesa mlinov in žag in fužin, za njimi pa tudi tehnično že bolj sodobne turbine. Vse to pa je omogočalo uspešen razvoj kraja, predvsem obrti in podjetništva. Vse te zgodovinske elemente smo vključili v samo prenovo parka, saj smo želeli izkazati spoštovanje našim prednikom in pokazati čudo do naravne dediščine. Okoli mogočne vaške lipe, ki se ponosno dviga tu nad parkom, je postavljena klop, ki v obliki mlinskega kolesa je prostor za sedenje in počivanje. Opremljena je tudi z diskretno osvetlitvijo. Tlakovana pot skozi park pa simbolizira tok vode in je sestavljena iz monumentalnih plošč različnih dimenzij. Ob poti se dvigata dva manjša zidca, ki imata na svojih stranicah reliefno vtisnjena družinska imena lastnikov nekdanjih vodnih naprav. Spominski zid tu za menoj pa smo obeležili z informativno izobraževalno tablo, opremljeno s kratko zgodovino Šmarce in od Šmarske mliščice s prikazom arhivskih katastrov, se pravi vključena sta franciscejski in reambulančni katastar z dodanimi lokacijami vodnih naprav. Dodatno pa smo vključili tudi fotografije iz tedanjega časa kronista in fotografa Petra Nagliča. Dodan je tudi najnovejši ortofotoposnetek, ki predstavlja območje Šmarce z ovrisanim potekom mliščice. Nasprotna stran pa je posvečena spominu na znane krajane, ki so se zapisali v zgodovino kraja ali širše, poleg pa je dodan še reliefni odtis našega grba. V ta grb smo vključili tudi vse, bi rekel, glavne krajevne atribute. Na več mestih parka je dodana nova zasaditev, ki pa mora poleg zelene svežine hkrati omogočati tudi preglednost križišča. Verjamemo, da bo park s to preureditvijo in vključitvijo teh novih zgodovinskih elementov, povezanih z razvojem Šmarce, še bolj približan vsem krajanom in krajankam, tudi v odnosu do spoštovanja zgodovine in identitete domačega kraja. Ker pa vsako dobro opravljeno delo zahteva tudi zahvalo oziroma jo zasluži, bi ob koncu se zahvalil občini Kamnik in njenemu županu Mateju Slaparju, obenem tudi podžupanu Bogdanu Pogačarju za izdatno finančno pomoč, ostalim pristojnim službam pa za skrb, da je projekt nemotno potekal in se uspešno zaključil. Zahvala gre vsem izvajalcem del, še posebno podjetju Žurbi, ki je opravilo glavnino del v roku in kvalitetno, komunalnemu podjetju Kamnik, ki je opravilo prvo fazo prenove parka, podjetju Vrton za izvedbo nove zasaditve, podjetju Emeršič za obrtniška dela, posebna zahvala pa gre tudi krajinski arhitektki gospe Marti Vahtar, ki je prisluhnila našim željam in zasnovala izvirno rešitev prenove celotnega parka. Ob koncu bi se iskreno zahvalil tudi občinskemu svetniku Marku Šarcu, ki je za realizacijo projekta namenil precej prostega časa. Prav na koncu pa še hvala lepa Kulturnemu društvu Šmarca za organizacijo tega kulturnega programa, članom krajevne skupnosti in gasilcem Šmarca pa za pomoč pri organizaciji tega dogodka, pa seveda tudi Kaj za ta čudovit svetlični aranžma. Vsem prisotnim pa se zahvaljujem za obisk. Hvala lepa. Najlepša hvala za ta nagovor. Sedaj pa prisluhnimo Narodni večernici v harmonizaciji Janka Žirovnika.
Sedaj pa besedo predajam županu občine Kamnik, gospodu Mateju Slaparju. Hvala za besedo, spoštovani predsednik Krajevne skupnosti Šmarca, gospod Matjaž Špora, spoštovani nekdanji predsednik Krajevne skupnosti, gospod Ivan Miroslav Sekavčnik, spoštovana podžupana, občinske svetnice in svetniki, ostali predstavniki sveta Krajevne skupnosti, spoštovane Šmarčanke in Šmarčani. En lep pozdrav na tale lep spomladanski dan, ko namenu predajamo tale prenovljen park v Srednji park v Šmarci in danes je razlog za veselje. Simbolno po 2 letih epidemije se lahko spomnimo vseh investicij, ki smo jih v Šmarci izvedli v preteklih letih in tukaj moramo poudariti, da je bila v Šmarci narejena optika tako rekoč do vsake hiše, preplaščenih je bilo v preteklih 2 letih kar nekaj cest, celostno Livada pa Habjanova. Poleg tega je semaforiziran tole križišče, narejen tale nov park, v letošnjem letu pa verjamem, da bomo prišli tudi do asfaltiranja ceste, Bistriške ceste, pa izgradnje prehoda za pešce tam dol na začetku Šmarce. Poleg tega pa nadaljujemo tudi z drugimi investicijami. Vse, kar je bilo v planu sveta Krajevne skupnosti Šmarca, mislim, da bomo bolj kot ne naredili, tako da ena velika hvala svetu Krajevne skupnosti, ki je na nek način vedno bil aktiven in proaktiven in s pobudami prihajal na občino, da smo vse te zadeve speljali čez, torej predsednik in pa vsi člani sveta. Seveda hvala občinskemu svetu, ki je vse te investicije v okviru proračunov potrdil in danes je razlog za veselje, da se tukaj v zadnji krajevni skupnosti občine, ampak v prvi, ko prihaja z Ljubljane v krajevni skupnosti in tako, ko je obrobje občine, tako, ko je dobro urejeno, tako bojo tudi vsi ostali prebivalci dobro živeli in ponosni na to, da smo del občine Kamnik, torej da ste tudi Šmarčani del občine Kamnik. In infrastruktura in vse skupaj je tukaj v Šmarci zgledno urejeno, tako kot rečeno, v zahvalo svetu Krajevne skupnosti in občinskemu svetu. Hvala tudi izvajalcem del, torej podjetju Žurbi, ki je upravil tukaj dobršen del investicije, vrtnarskemu podjetju Vrton in pa komunalnem podjetju Kamnik, ki je začel s to investicijo. Jaz si želim, da boste Šmarčanke in Šmarčani doskrat sedeli pod to lipo in kaj pametnega nasnovali in da bo to nek prostor združevanja in druženja in povezovanja tukaj v Šmarci. Hvala. Najlepša hvala tudi vam za besede. Ciril Kosmač je v romanu Pomladni dan takole pisal o svoji ljubi domovini. Da, zdi se mi, da mali narodi bolj ali vsaj drugače ljubimo svojo domovino, kakor jo ljubijo veliki. Majhna je in ker ne moremo opevati njene prostranosti, opevamo in poveličujemo njene kotičke, ki pa so polni lepote, kajti lepota je podobna resnici. Resnica ne potrebuje debele knjige, da se nam razjasni. Lepota neširnega, brezmejnega prostora, da se razmahne, razbohoti in razcvete. Sedaj bi povabila predsednika Krajevne skupnosti Matjaža Šporarja in gospoda župana Mateja Slaparja na prerez slavnostnega traku. Župančič v pesmi Z vlakom govori takole. Z menoj, ve zvezde, z menoj, ve planine, razširi, raztegni se krog domovine, razpni se kot morje v brezbrežno obzorje, dom moj. Kamor stopi mi noga, na tvojih sem tleh, kamor nese me jadro, na tvojih valeh, kamor hoče srce,
pri svojih ljudeh. Prisluhnimo še pesmi Blaža Potočnika Ljubezen do domovine v harmonizaciji Antona Fersterja. Za slovenske domovine raj. Za njo rad živi, za njo hrepeni, njo bo ljubil veliko manj. Tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la. Čvrst Slovencev rod vam prebiva tud, oj prijaznost čista tud cvete. Vsak prijatelj ima zvest objame ga, tu navada stara tukaj je. Tra-la-la-la-la, 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 od snežnih planin do trtic dolin, mile pesmice povsod poju. Slovenc je rad vesel, kaj da ne bi pil, njemu pesmi iz srca teku. Tra-la-la-la-la, 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 la-la. Dragi obiskovalci, radi bi se vam zahvalili za obisk in vas povabili, da skupaj nazdravimo in se podružimo ob prigrizku. Vabljeni pa ste tudi, da si tukaj vzamete spominsko brošuro, kakšno kartico kot spomin na današnji dan in otvoritev parka. Najlepša hvala in vsem skupaj želimo še lep dan. Če dovolite sam še dva stavka, v nedeljo ob 18. uri bo tukaj v dvorani predstavitev knjige Pod Homškim hribom. Tako da knjiga je bogato, popisuje življenje v naših krajih in ste vljudno vabljeni na ta dogodek.